zdaj imamo pa že malo drugačen zemljevid tukaj le za mano. Samo nekaj poti bomo omenili, ker pač vsega seveda ne moramo zmašiti v eno oddajo. Torej, ena od variant, ki jo boste napravili poleti, je takale. Naprimer, lahko greste iz Singapura malo južno od Malezije, pa potem greste preko morja do otoka Sumatra, pa potem se zapeljete skozi precej džungelsko ozemlje tukaj do Bukitingije. Potem pa, če se vam bo ljubilo, greste z avtobusom dol, ali celo z vlaka tukaj ni, je pa pač avtobus, ali pa z letalom na otok Java. Po Javi boste šli, torej gotovo si boste nakratko ogledali Džakarto, potem boste prišli semle do juga nekje, kjer je Džok-Džakarta, pa verjetno še potem bolj na vzhod, če boste po suhem šli do otoka Bali, ki ga skoraj ne morete spustiti, če še nikoli niste bili v Indoneziji. Tukaj čez greste seveda s trajektom, tamle čez jasno tudi, in teh trajektov je veliko in jih ni nikakršen problem najti, pa še poceni so. Naslednji otok, na katerega gre skoraj vsak, je tale Lombok tukaj. Potem naprej so pa otoki, ki se nizajo kar daleč do tega zahodnega Timorja, ki je zadnji del Indonezije. Vzhodni Timor je pa zdaj postal posebna država. Potem severno je pa otok Sulawesi, tukaj je pot od Makassarja, glavnega mesta, do Tana Toradže, zelo znamenitega kraja, ki ga bomo tudi še bolj natančno omenili. Če boste šli pa še bolj na vzhod, je pa potem že Papua, oziroma zahodna Papua, ki se imenuje tudi Irian Jaya. Vsaka stvar v Indoneziji ima skoraj najmanj dve imeni, če ne več. Tudi tale Makassar tukaj recimo se po indonezijsko imenuje Ujung Pandang, ampak domačini ga imenujejo pač Makassar, ker tam govorijo drugačen jezik. Na otoku Nova Gvineja oziroma Papua ali pa zahodna Papua boste šli pa zelo verjetno v Ameno, potem je pa še veliko drugih možnosti, ki so pa precej oddaljene in precej težko dostopne, največkrat s kakšnimi privatnimi letali, ki jih je treba najeti. Če boste šli po suhem, boste precej energije porabili, pa še vprašanje, če vam bo uspelo priti. Lahko se boste ukvarjali s tem, da boste z raznimi kajaki rovarili po močverjih ali boste šli peš nekaj dni skozi džunglo, pa obiskali kakšno pleme, ki živi na vrhovih dreves, ali pa na drugem mestu boste šli mogoče na trekking, malo po normalnem terenu, malo pa skozi džunglo, po precej hribovitih krajih in obiskali precej zanimive ljudi. No, od vsega tega bomo zdaj pogledali en kratek odlomek še na filmu, potem bomo pa spoznali našega današnjega gosta. No, tako, kot rečeno, zdaj se bomo pa odpravili malo v Indonezijo. Že prej sem povedal, da bomo spoznali gosta, ki je deloma povezan s tem delom sveta, kot bomo malo kasneje videli, in takrat se bomo odpravili tudi v kakšen drug del jugovzhodne Azije, no, ampak zdaj bomo šli malo pogledati v Indonezijo. Vsi otoki, ki so v Indoneziji, so po svoje vredni, da jih obiščemo. Zdaj konkretno bomo šli na otok, ki se imenuje Sulawesi. Tista pokrajina, ki jo bomo spoznali, se pa imenuje Tana Toradža. In če ste kaj zanimate za take stvari, potem vam kar svetujem, da greste tudi sami tja, ker boste videli, da je precej zanimivo. Danes bomo pogledali samo en del. Zdaj bomo štartali naš video. Pravkar se peljemo čez most in zdaj vidimo pred sabo še nekaj rikšarjev. Rikše verjetno poznate, če že ne iz prve roke, pa vsaj po pripovedovanju. V vsaki državi so malo drugačne. V Indiji recimo se rikšar pelje pred tabo, v Indoneziji se večinoma vozi za teboj, pa tudi tiste variante, kako ti sediš, so različne in vse so po svoje kar zanimive. Preselili smo se na riževo polje. Za riž verjetno veste, da raste v vodi. Torej ne raste na takih poljih, kot smo jih navajeni pri nas, pač pa so posajeni prav v globoko vodo. Tista voda je včasih od začetka globoka celo več kot pol metra. Dostikrat se vmes voda malo posuši, pa potem pade nov dež, ki je tam v tistih krajih pač celo leto ga je precej obilo, razen poleti pa že kar ogromno, lahko rečemo. Prišli smo pa do hiš, ki so zelo nenavadne, kot jih pravkar vidite. Če bi jih primerjali s čem, bi lahko rekli, da so podobni ladjam.
In ena od teorij pravi, da te hiše pravzaprav simbolizirajo ladje, s katerimi so predniki Indonezijcev oziroma Sulavezicev prišli z severa, mogoče celo iz otočja Filipini. Drugi pravijo, da so v obliki ladje zaradi tega, ker bo duša prebivalca se na taki ladji odpeljala v nebesa. Vsi pa trdijo, da hiša, ki ima tako streho, je pač bolj imenitna in zaradi tega tudi več vredna in bolj spoštovana pri sosedih, tako da vsi tisti, ki dajo kaj nase, so v taki imenitni hiši, ne pa v takih zanikrnih, kot živimo mi. Pravkar ste videli nekakšne stečke oziroma nagrobnike in že zdaj vam lahko povem, da so pogrebi en poseben del kulture teh krajev. Tole, kar ste pravkar videli in kar še vedno gledate, so rogovi bivolov, ki so pred vsako hišo. Zakaj bivolov? Bivol je pač njihovo najbolj popularno govedo, sicer poznajo tudi kakšno drugo obliko goveda, ampak bivoli so praktično statusni simbol, če nekaj drugega, vsaj tukaj na Sulaveziju. In če vidite pred hišo takle steber in je na njem privezanih kakšnih 10 ali 20, včasih pa celo 100 ali 120 ali pa še več takih rogov, potem to pomeni, da je na zadnjem pogrebu toliko bivolov bilo pobitih v čast pokojnika in v čast tistega, ki je priredil takle pogreb. No, seveda, če hočeš od blizu pogledati tele obiralce riža, potem je treba iti po tisti isti vodi. Ni dobro, da svoje japonke obdržiš na nogah, ker jih boš sicer pustil v polju, najbolje, če si bos, in da pač upaš, da tam ne bo kakšnih takih živali, ki bi ti trajno škodovale. Srpov nimajo takih, kot jih poznamo pri nas, pač pa imajo miniaturne srpe, ki jih pravzaprav držiš v eni dlani med dvema prstoma. Zelo majhni otroci znajo žeti, kot vidite, in so strašno ponosni na to, da so že napol odrasli. Zdaj ste pravkar videli en tip takega, recimo mu srp, no, čeprav je mogoče bolj naš, poznajo pa tudi malo drugačne oblike. Vsak način je 5 ali 6 bilk, kar nekako normalno, da naberaš, nikoli pa to niso tako veliki snopi, kot naprimer pri nas. Vsa pokrajina je zelo razgibana in zelo lepa. Tole, kar pravkar vidite, je eno od največjih riževih polj, kar jih boste kdaj videli, pa tudi sicer se boste ves čas vozili med njimi. Če boste sami organizirali svoje potovanje, potem vam svetujem, da že v Makassarju na letališču se sprehodite malo sem ter tja med tistimi agencijami, pa poveste, kaj imate pravzaprav v načrtu. In potem vam bojo povedali ceno, ki bo seveda 5-krat prevelika. Vi se boste pa potem pogajali. To, kar pa pravkar vidite, pa je ena precej neugodna izkušnja, ki sem jo nekoč doživel. Pač na potovanju seveda nobene stvari ne moreš do konca predvideti. In tukaj se nam je pripetilo, da smo vstali že ob 3:30 zjutraj, ker smo hoteli do letališča priti pravočasno. Pa bi vse lepo potekalo, ker smo bili pač kar nekaj ur stran od tega letališča, odkoter smo hoteli odleteti, Makassar. Ampak, kaj vidimo, pripetilo se nam je to, da je preko cele ceste stal kamion, ki ste ga ravno kar videli, in zaradi tega nismo mogli več potem nikamor. In ta voznik ni bil iz teh krajev, ker nas je pač pripeljal že iz Tana Toraže, tako da se je krepko mučil potem čez polja in gore in doline, da nas je pripeljal, skoraj 2 uri smo zgubili in smo potem še celo malo zamudili svoje letalo, ampak smo imeli to srečo, da je letalo zamujalo, malo je pa še nas počakalo, tako da smo na vse zadnje kljub vsemu še doživeli. Upam, da zdaj slišite kaj glasbe. Tale glasba je šolski orkester pravzaprav in so ga nam na čast pravzaprav sestavili ravno kar. Tile otroci so bili še pred nekaj minutami lepo pri pouku, potem se je pa cel kombi takih nenavadnih belih ljudi priklatil naokrog in ker so zelo gostoljubni in zelo prijazni, pa tudi radi pokažejo svoje znanje, so se seveda takoj prelevili v glasbenike in tudi v plesalce, kot pravkar vidite, in nam zaplesali in zažvrgoleli. Peli sicer niso, ampak tiste njihove glasbila so pa vredna svojega imena. Večinoma so izdelana iz bambusov, kot vidite, in bambus nasplošno je tam rastlina, ki jo imajo za praktično karkoli. Od tega, da iz njega delajo posodo, iz tega delajo celo tako posodo, ki v njej pečejo meso, ne boste verjeli, tudi to bomo kdaj pogledali.
Pravkar vidite, da iz njega izdelujejo glasbila, uporabljajo za gradbeni material. Pa še celo, naprimer v Hongkongu, ki je ena od najbogatejših delov jugovzhodne Azije, sploh in eden od azijskih tigrov, še vedno uporabljajo bambus kar lepo za gradbene odre, če boste verjeli ali pa ne. Je pač še vedno toliko ceneje, uvažajo ga iz Kitajske, praktično zastonj, in tudi tiste stolpnice, ki imajo včasih po 40-50 nadstropij, gradijo s takimi le odri, ki jih iz navadnega bambusa izdelajo. Izredno lahek material, izredno prožen, izredno odporen, zelo trden, skratka neverjeten material in včasih se vprašaš, zakaj pa pravzaprav ne. Zakaj bi uporabljal ultramoderne stvari, če pa tiste starinske čisto dobro delujejo. No, toliko za danes od videa, zdaj bomo pa spoznali našega gosta. Še enkrat povem, da mu je ime Vijay Anand Mohan in bomo zdaj tako izvedeli, ali je Indijec ali je pa od kod drugod.